Kot smo prebrali v pripadajočem članku, govorimo danes predvsem o stresu in o tem, kako ga čim bolje prepoznati in začeti nadzirati. Stres je tisti, kateremu smo vsi podvrženi, in kakor piše, je največji problem v tem, da smo podvrženi pritisku. In ta je tisti, ki nas konstantno obremenjuje in draži naše nadledvične žleze, da izločajo prekomerne količine kortizola. Kaj to pomeni, smo že zadnjič govorili, še bomo o tem veliko govorili v naslednjih člankih, ampak to vse zaradi tega, ker je to izredno velikega pomena. Ti stresni hormoni imajo ogromen vpliv na veliko funkcij v našem telesu in največji problem je v tem, da s časom, ko smo prevečkrat izpostavljeni stresu, naše telo več ne zmore pravilno na to se odzivati in s časoma to začne vplivati na naše zdravje. Prvi korak je, da naredite nekaj, da izboljšate svoj spanec. Torej, zagotovite si 7 do 9 ur kakovostnega spanca in najbolj enostavno, kako boste to naredili, se pravi, to je en izmed začetnih korakov, kako uravnavati vaš odziv na stres, je, da začnete z jemanjem kakovostne oblike magnezija. Magnezij vsi poznamo, sicer je to mineral. Zanimivo pa je, da ima kar 75% ljudi pomanjkanje magnezija. To lahko ugotovite, če date testirati vašo kri, ampak pomembno je, da testirate magnezij iz rdečih krvničk. Dobimo ga v hrani, predvsem zelenjavi, ampak ker je danes hrana velikokrat izropana teh mineralov, vam jaz priporočam, kakor sem rekel, da ga začnete dodajati in sicer v zelo kakovostnih oblikah. Zato bodite pozorni, da ne boste jemali magnezija v obliki soli, se pravi tam, kjer piše magnezijev oksid, je to najslabša možna oblika, kateri se izogibajte, ampak poiščite magnezij v obliki kelata oziroma magnezij, ki je vezan na aminokisline, na različne aminokisline, se bo tako lažje prehajal v naše telo in s tem boste tudi lažje in hitreje napolnili zaloge. En kratek nasvet, se vidimo naslednjič. Adijo!